Po več letih vojne so začeli z obnovo sirskega mesta Homs. Začeli so z gradnjo vrta v središču mesta, ki so ga poimenovali Oaza radosti. Prebivalce tega mesta je zaznamoval večen strah pred bombnimi napadi, pred neprestanim strahom za lastno življenje. Sedaj so začeli z obnovo mesta, ki ga podpira program Združenih narodov za razvoj v sodelovanju in podporo lokalne vlade in prebivalcev. Namen tega vrta je, da bi postal simbol mesta, kjer bi se srečevali ljudje, ki želijo mesto obvarovati pred nasiljem in ga dvigniti na področju izobraževanja, kulture in turizma. V ponedeljek je na Kitajskem začel veljati nov zakon o davku na okolje, katerega cilj je omejevanje emisij po vsej državi. Vsaka pokrajina je dobila svojo davčno stopnjo, ki je odvisna od geografskega in gospodarskega statusa pokrajine. Davek je sorazmeren s količino in strupenostjo onesnaženih snovi. Najvišja davčna stopnja je v Pekingu, in sicer 12 juanov na enoto onesnaženja ozračja in 14 juanov na enoto onesnaženja vode. Sledijo mu Tianjin in mesto Nanjing. Egipčani so se kljub streljanju, ki se je zgodilo 29. decembra, odločili, da bodo pogumno praznovali vstop v novo leto. Zbrali so se na ulicah, se fotografirali ob božičnem drevesu in tako vstopili v novo leto 2018. Prepričani so, da morajo živeti normalno naprej. Mimoidoči so dejali, da je to pomembno praznovanje za vse Egipčane, tako muslimane kot kristjane. Uspeli in upali so si oditi na ulice in pokazati veselje in občutiti praznovanje. Na stotine plavalcev, ki so bili oblečeni v barvite kostume, je na novega leta dan skočilo v ledeno mrzlo vodo in se udeležilo tradicionalnega novoletnega plavalnega dneva blizu francoskega severnega pristaniškega mesta Dunkirk. Več tisoč glava množica je opazovala skoraj 500 pogumnih plavalcev, ki so se pognali v ledeno mrzlo vodo, ki so jim namerili samo 9 stopinj Celzija. Udeleženci se na koncu pogrejejo s tradicionalno francosko čebulno juho.